En lep pozdrav. Danes bomo govorili, kaj je to DAO. To je za mene je to res ena zelo zanimiva stvar, je pa seveda v povojih na začetku, tako da se še lovimo, kako in kaj. Ampak je mogoče kar dobro vedeti, kaj to je in kaj človeštvu dejansko DAO prinaša. To je kratica. V angleščini je pa v slovenščini v bistvu enako, se da prevesti, in sicer kot decentralizirana avtonomna organizacija. Kaj nam to prinaša celemu človeštvu? V bistvu, za kaj gre? Predvsem je tukaj zadaj koda, računalniška koda, ki se sama upravlja, sama sebe. In zdaj DAO je že kar nekaj časa v bistvu, odkar so jo izumili, zelo dolgo časa je to že nazaj, razvija se že veliko časa. In ideja DAO je v tem, da bi bilo vse decentralizirano, kar pomeni, da ima vsak posameznik vpliv in glasovalno pravico in tako naprej, ne. Se pravi, da je vsak posameznik izjemno pomembna oseba. Zdaj, a to gre ali ne v DAO, je danes kar vprašanje, je pa ideja fantastična, ne. Se pravi, DAO je recimo, če vzamemo sistem Hex, je DAO. On je decentralizirana koda in je decentralizirano upravljanje tega sistema. To pomeni, da ga upravljam jaz s tistim delčkom, ki ga upravljam, in imam glasovalno pravico, imam možnost vlaganja, stikanja, delam z njim v bistvu, kar hočem, oziroma kar koda računalniška, sprogramirana na blockchainu dovoljuje. Ko so pogoji pač vzpostavljeni, da se določena funkcija izvede, potem se ta koda izvede, ampak jaz moram to klikati, a ne, jaz moram to potrditi na več načinov. Zdaj, moja identiteta je skrita, v bistvu vsi, ki delajo z DAO-om, več ali manj je identiteta skrita, tako da nihče ne ve, kako in kaj. Če vam nekdo identiteto ukrade, potem lahko upravlja z vašim denarjem in pa z vašimi glasovalnimi pravicami in vsem ostalim. Zdaj, če bi imeli podjetje, recimo DAO podjetja obstajajo, to pomeni, da tam ni šefa, ni direktorja, ni nadrejenih, ni podrejenih. Tam so vsi šefi in direktorji in tam so vsi glasujejo, vsi imajo enake pravice v takem podjetju. Zdaj, a je to smiselno? Tradicionalni podjetniki pravijo, da ne, medtem ko novodobni podjetniki pa imajo taka podjetja in jim odlično funkcionirajo, več ali manj, razen če noter pridejo ljudje, ki tega ne razumejo in so ovce in hočejo, da jih nekdo vodi. Takrat to ne gre, a ne. Se pravi, v okolju ljudi, ki so vodljivi, je to zelo težko, je DAO zelo težko izvesti. Zato se DAO več ali manj priklapljajo ljudje, ki so samostojni, ki vedo, kaj hočejo in hočejo sami s svojim življenjem upravljati. In jaz vidim v tem veliko prednost, a ne. Zdaj, recimo DAO so lahko decentralizirane finance, DeFi, ne. Zdaj, teh veliko financ se jemlje kot decentralizirane, ampak večinoma to niso. Za Hex 100% lahko trdim, da je. Potem recimo Maximus in pa še se najdejo decentralizirane finance, medtem ko za te klasične, o katerih vsak dan slišite, pa več ali manj niso, a ne. Imajo neki algoritem, ki naj bi bil decentraliziran, ampak bom povedala, kaj so težave v bistvu pri tem. In so se tudi pojavile pri največjih kovancih, ki jih poznamo, kriptu, so se te težave dejansko pokazale zelo dobro. Zato novi kovanci te težave odpravljajo. In stare kovance ljudje opuščajo. Med stare kovance tudi Bitcoin recimo spada, tudi Ethereum spadajo. Zakaj?
ker nima smisla to popravljati, ker je. Bolje je narediti novo stvar in iti na novo stvar. To je naredil recimo Richard Hart, ko je naredil Hex. Pač on je popravil stvari, ki v Bitcoinu pa v Ethereumu niso v redu in jih je implementiral v Hex in tako. In je tudi rekel, ko so ga vprašali, če bo kdaj našel napake v Hexu ali jih bo popravljal, rekel, da ne. Da definitivno ne, Hex je kakršen je, če bojo najdeli boljše, nove rešitve, bojo naredili nove stvari. Oziroma, kdorkoli drug na tem planetu. Če najde nove, boljše rešitve, naredi rešitev in ljudje se lahko preselijo v novo stvar, v nov DAO. Kar je zelo hitro. Pač to ni tako, kot da zapustiš eno podjetje, greš v drugo, moraš pač podpisati te pogodbe, pač kupenih formalnosti, takih in drugačnih, nepotrebnih. Obstaja recimo Media DAO, decentralizirani mediji, obstajajo igričarski DAO za igrice, bančni DAO, kar pomeni, da je brez banka, zapravo vsak posameznik ima svojo banko in jo upravlja. Tudi to že vse obstaja. Sam najdete treba. Če sledite mojim videom, boste marsikaj novega izvedeli. Zdaj, DAO funkcionira tako, da izda governance token, to se pravi nek vladni denar. Vladni denar, to je v bistvu enako kot evro pa dolar, to pač vlade imajo ta denar in vladajo s tem denarjem. S tem, da mi nimamo nekih glasovalnih pravic v bistvu v zvezi z upravljanjem tega denarja. Jaz jih ne vidim, tudi glasovalne pravice glede naše vlade, po mojem mišljenju, niso decentralizirane in so dosti problematične, če mene vprašate. Torej, governance token oziroma pač vladni denar, ki ga izda DAO organizacija, je namenjen zbiranju sredstev. Ljudje v ta token, v ta kovanec, žeton vlagajo, s tem izrazijo, da hočejo ta produkt, da hočejo to storitev, da hočejo biti člani te organizacije in lahko je kdorkoli na planetu, ni važno, kakšen jezik govori, kakšne barve je, koliko je velik, koliko je debel, suh, kako se oblači, kakšno oblačenje ima, sploh ni pomembno. Od kjerkoli na svetu se lahko priklopi tej organizaciji in postane član, tako da pač kupi ta token. Zdaj, druga prednost teh tokenov je to, da so te člani izjemno lojalni v tej organizaciji. Verjamejo v to in jim je všeč in mogoče rešuje njihove težave. In pa še ena stvar, tretja stvar, ki je izjemno pomembna, ima vsak glasovalno pravico. To pomeni, da lahko vsak predlaga, kaj hoče, in če so kakšne spremembe, in v glavnem skupnost odloča o tem, ali je ta predlog dober ali ni dober, in potem se da to na glasovanje in se glasuje. Zdaj, kako se glasuje? Zdaj, tukaj pa je težava. Pač odvisno je, koliko imate tokenov, governance tokenov, se pravi, koliko imate žetonov, toliko imate glasovalnih pravic. Torej, če ste prišli na začetku noter in ste za majhne denarje dobili res veliko kovancev, to recimo jaz poskušam zdaj pri novih projektih, tisti, ki me res zanimajo, vlagam noter, še preden se sploh začno. Zdaj, to ni finančni nasvet, to jaz delam, samo toliko razmislek. Zdaj jaz tega vam ne objavljam, razen tisto, kar se mi zdi resnično dobro in pa da vem, da bo pač nek profit od tega, to objavljam, ostalo vam pa ne objavljam, ker nima smisla, to jaz preizkušam in ker ne veš, ali bo uspel ali ne, pri novih stvarih nikoli ne veš, zaradi tega vam res tiste, ki se mi zdijo, da so dobre priložnosti objavljam. Torej, ali pa če imate recimo zelo veliko denarja, kupite veliko žetonov, ker vsak žeton ima glasovalno pravico. Torej, če imate vi en žeton, imate en glas. Če jih imate 100, imate 100
100 glasov. Milijon žetonov, milijon glasov. 5 milijon žetonov, če imate 5 milijonov glasov in glasujete. Zdaj, tu je težava je v tem, ker Walesi, se pravi tisti, ki so prvi, tisti, ki imajo največ žetonov, imajo največ vpliva na projekt. No, zaradi tega v bistvu tisti, ki projekt izumijo, če vam ga res močno verjamejo, potem vložijo zelo veliko denarja že na začetku noter, ker pač oni vejo za ta projekt in pač njihova skupnost tudi ve, tisti, ki želijo vložijo, ponavadi te voditelji niso lastniki, oni niso lastniki teh projektov, so pa voditelji oziroma ustanovitelji, oni vložijo ponavadi ogromno denarja, zaradi tega, da imajo čim več glasovalnih pravic, da lahko s tem projektom delajo, kar je bila pač njihova vizija, lahko se pa te stvari tudi spremenijo, ne. Pri marsikaterem kovancu so se te zadeve zelo, zelo, zelo spremenile. Zato je fino biti aktiven v taki skupnosti, v taki državi, bi lahko rekla, in spremljati zadevo. Zato pravim, da ne vlagati v nekaj, kar ne razumeš, pa kar te ne zanima. Ker boš zaostal za zadevo in bojo kakšne glasovali, da bojo ukinili žeton, pa vi tega ne boste vedeli in boste ostali brez. To morate spremljati. Jaz sem že naletela na take žetone, ampak obvestijo, skupnost obvesti in potem žetone ali prodaš, menjaš ali nekaj narediš s temi žetoni, da pač nisi na izgubi oziroma da potegneš profit. Meni je všeč v bistvu pri DAO to, da te glasovalni žetoni oziroma governance žetoni imajo možnost stekanja, se pravi vlaganja in dobiš nagrade, to je recimo tudi Hexa, ne. Dobiš nagrado za zvestobo, zato da verjameš v ta projekt, zato da si v tem projektu, zato da si svoj denar vložil noter, svojo energijo, ne. Ker ljudje vlagajo tudi druge stvari, ne samo denar, tudi energijo, čas, voljo, zastonj izobraževanja, v bistvu zastonj sprogramirajo, update oziroma nadgradnje in tako naprej, ne. Ljudje zelo veliko zastonj delajo v teh projektih. Ogromno, ne. Je pa governance token v DAO sistemu namenjen financiranju ljudi, ki pač delajo, ne. Pač recimo, mi imamo društvo in imamo idejo, da bi šli v bistvu v smeri DAO, da bi se financirali ne z članarinami klasičnimi, kakor je zdaj, ampak v bistvu z governance DAO tokenom, ne. Nismo še daleč, v bistvu imamo še rabiš v bistvu, da tak projekt zaženeš, rabiš kar dosti kapitala in izkušenj, tako da ne more kar vsak. Ne more kar vsak, zato morate take projekte najprej preveriti, da ga ni kakšen mulc brez denarja zagnal, pa da zadnji ni nič, ne. Da ne boste vložili v nekaj, kar je samo hype oziroma pač neko navdušenje v medijih, pa zadnji dejansko ni ničesar. Zdaj recimo, mogoče bi izpostavila Shiba Inu, ni dal nek governance token, on je meme coin, meme token, se pravi, to je in se tudi ne oglašujejo kot DAO ali kaj takega. DAO je recimo Hex, definitivno. Ta token je bil že na začetku promoviran kot hec, joke, kot šala. Shiba Inu je pes, to je zelo znana japonska pasma, ja. Japonska pasma psa in pač potem so poimenovali in potem je par ljudi, ki imajo velik vpliv, tweetnili o teh coinih in skupnost se je zagnala v ta coin in zdaj je to ogromna skupnost ratala, neka vera, neka religija. Jaz recimo Shiba Inu zelo spoštujem kot skupnost in sem vesela, da bo ta skupnost tudi je povabljena, da pride na novo omrežje, da gre pač z Ethereuma na Polychain in so se odločili, da pridejo in že delajo v bistvu Shiba Inu. Shiba Inu bo na Polychain omrežju, to je super novica. Ker je to je ena največjih skupnosti na svetu, če boste šli pogledati, ena največjih in zelo lojalnih skupnosti. To je fajn, jaz
nimam nič proti temu, zdaj pa v bistvu take stvari jaz vložim na začetku, ampak zelo malo, zato ker nisem pristaš. V bistvu sem ziheraš, po domače povedan, se pravi človek, ki rad vlaga v nekaj, kar sem sigurna, da bo 15, 20, 30 let delovalo, in to je recimo HEK sistem. To je pač moje mišljenje. Ni finančni nasvet, ne temu slediti, zato ker sem jaz tako rekla, ampak definitivno premislite sami, naredite lastno raziskavo in veselo na delo. Če vas tole zanima, če ste taki kot jaz, svobodni, da radi sami upravljate s svojim življenjem, potem glejte, raziščite na internetu, je ogromno napisanega, tudi v slovenščini, kaj je dal, in mogoče boste pa tudi vi kdaj se spustili v to zadevo. Pa spodaj v komentarjih napišite svoje mnenje, kaj vi o tem mislite, a ste kdaj kaj o tem že razmišljali. Tako da me res zanima vaše mnenje, pa lajkajte, šerajte ta video, zvončka pritisnite, da boste obveščeni o mojih videih, ki jih snemam, in se vidimo še naprej. Lep pozdrav!